pademo ali v konflikt s svetom, ali v alternativo sveta, ali izboljšanje sveta, v renesansu, nekaj bomo padli, ne? Ampak vidiš, zakaj pademo? Ker ni svetega duha. V tej viziji ni svetega duha. In tam je točno to, ne? Oni so čist sami. Oni se bojijo zla, zlih duha, ne veje pa, da je en sveti duh, ki daje ljubezni, daje življenje. Mi smo osamljeni in zato, tako kot v Sistinski kapeli, v Sistinski kapeli ni svetega duha. Prav je, da je tam v enem sočku, pri enem preroku, mislim, da je Zakarija, da ima en soček v rokah in da noter je sveti duh. Ideja je tudi zanimiva. Ampak recimo, ni svetega duha, kar je strašno jasno in dramatično. Kako bomo mi postali sinovi, kdo nas dela za sinove, če ne sveti duh? Kdo nam bo pokazal luč, kdo nas bo naredil za nove ljudi, če ne sveti duh? Zato vse zgre samo na nas in v tem smo mi enako svetu. Sam ideje se zamenja, pa ideal se zamenja, ampak obakrat gre za posameznika, ki se trudi, da bi nekaj izboljšal. En na en način, drugi pa način. Ne. Samo, če smo svobodni od sveta, bomo nekaj lahko svetu pokazali. Samo, če vemo, kako se vse to izide in izteče. In to ne, da začnemo šolati in učiti, ampak preprosto pokazati. Preprosto pokazati. Jaz mislim, da to je najmočnejše. In to se lahko pokaže na vseh koncih in krajih. Moja sestra je umirala za rakom in sem bil pri njej tiho, ker nismo vedeli, kaj reči. Oba, če ne bi se začela jokati. Ampak to mi je pa rekla. In to je mnogim rekla. Prav, veš, Marko, bolečina je tako, kakor rečna struga. Dokler je zemlja in blato, kamen ne čuti vode. Ko bo to izpere, pa kamen čuti, da teče voda. In bolečina mi da čutiti, da v meni ni vir življenja, ampak da teče skozi mene življenje. Čuti. Kaj hočeš reči kot pričevanje, kaj je krščansko življenje? To. Bolečina bo obiskala vsakega, ampak kristjan najde v bolečini Boga, smisel, ljubezen. Najde v vsaki stvari bo našel to. Tudi v tem momentu naše zgodovine, jaz mislim, da se, ne vem, malo se čisto motim, ampak jaz sem to skrb vesel, jaz mislim, da smo v enem takem čudovitem obdobju, ko gre za prvič eno resno šanso, da se cerkev prečisti in osvobodi toliko teh stvari, za katere se borimo in trudimo, pa so nepomembni. In se pokaže, da so nepomembni. Pa toliko živcev zgubimo, toliko energij, toliko sile smo vložili v določene stvari. Ne, skrbimo za življenje. Skrbimo za življenje. Zadnja beseda. Sem citiral Aleksandra Šmemana večkrat. Poglejte, zakaj ga citiram? Ker mu popolnoma verjamem. On je umrl 83 leta, star 60 let. Pravoslavni teolog, duhovnik, družinski oče, 3 otroke. Žena je prva zbolela za rakom, pa še zdaj živa. Oba sta imela raka v glavi. Prvega ona pa je operirana in še dan živi. On je umrl 80 leta, ampak zame je zanimivo. On si je prvič njegovo teologije v bogoslužju in on primerljiv Koperniku. To je kopernikanska revolucija v bogoslužju. Ampak, zakaj je pripričljiv? On je umrl, kako je učil in živel. Ko bereš strani njegove žene, kako je umrl, ki je žena napisala na knjiga, žena v profesorca, pisala na lepo knjigo, moje življenje, moje potovanje z možem Aleksandrom. In ko bereš njegov dnevnik, on je pisal dnevnik, ko že ves razžrt iz raka, od raka, še piše, kakšna sreča je moje življenje. Kakšna sreča je moje življenje. On je do konca, dokler je bil pri sebi, samo to zdanjal, da v njemu je Božje življenje.
tisto, ki je zvezano z ženo, tisto, ki se razodeva v njegovem duhovništvu, tisto, ki sta ona dva dala svojim 3 otrokom. So ljudje, kjer se misel izlije iz življenja ven. Hvala lepa. Bog vas blagoslovi, da ste bili tako potrpežljivi. Marko, zdaj dovolite mi samo še to zadnjo besedo. Jaz sem imel res zadnje vprašanje zastavljeno, pripravljeno, da bi nekaj spregovoril o Svetem Duhu. In ni mi ga bilo potrebno zastaviti, zato ker je sam začel odprl to temo. In zakaj? Zato ker je tudi pred meseci, pred maja, se mi zdi konc maja, papež sam odprl to temo vprašanja Svetega Duha. In rekel, Sveti Duh je ena velika neznanka v naši cerkvi, v naši teologiji, zato nam pa gre tako slabo. In rekel, Sveti Duh je ujetnik našega razkošja. Ravno Sveti Duh, zato ker Sveti Duh ni nekaj duhovnega, Sveti Duh je nekaj življenjskega, je življenje, razodetje življenje. No in zelo smo ti hvaležni vsi za to, da si vzel ta čas, da si nam odprl malo svojega duha, svoj razum, svoje umetniško srce, da narediš to, kar delaš pravzaprav po vsem svetu, da bi človeku malo pomagal, kako na bolj preprost način živeti z Bogom in razodevati njegovo življenje. Tako, hvala lepa.